Zdravniki želimo javnost opozoriti, da zakon prinaša v razumevanje življenja v Sloveniji zelo velike spremembe. V prvi vrsti bi opozorila na spremembo, ki jo prinaša pri razumevanju dignitete življenja, ki so jo sedaj deležni tudi številni med nami, ki živijo z kronično boleznijo, z nepopravljivo motnjo in zaradi katere trpijo. Kljub temu so tvoren del družbe. Po zakonu se tako življenje lahko prekine. Poleg tega se spreminja razumevanje avtonomnosti bolnika. Bolnik je v odnosu do zdravnika avtonomen. Zdravnik mora željam bolnika prilagajati svoj načrt obravnave. Sedaj se to iz tega sprotnega prilagajanja in upoštevanja bolnikove volje prenaša na odločanje komisije, ki bolnika ne pozna in odloča na podlagi dokumentacije. Gre za tako rekoč administrativni postopek. Poleg tega bi opozorila tudi na spremembo, do katere bo prišlo v neposrednem odnosu med zdravnikom in bolnikom. Zaradi določil zakona, ki jih je že lepo opisal profesor Poredoš, lahko pričakujemo, da bodo številni zdravniki podali ugovor vesti. To bo prekinilo odnos med bolnikom in zdravnikom ravno v trenutku, ko ta bolnik zaradi svoje kronične bolezni in zaradi seveda trpljenja in potrebe po tem, da se to trpljenje lajša, najbolj potrebuje. Zakon je na včerajšnji seji podrobno obravnavala skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, izpostavlja številne dileme, ne samo načelne, tudi dileme glede izvedbe in glede dobesedne prisile zdravnika, da postopek izvede, če seveda ne zaprosi za ugovor vesti. In sklep skupščine Zdravniške zbornice je bil, da zakon v celoti zavrača.